Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje, množica nas je eno telo v Kristusu, posamezni pa med seboj udje. Imamo pa darove, ki so različni po nam dani milosti. Če preroštvo, naj bo po nauku vere. Če strežništvo, naj bo v strežbi. Kdor je učitelj, naj bo pri poučevanju. Kdor je tolažnik, naj tolaži. Kdor deli miloščino, naj jo v preproščini. Kdor je predstojnik, naj bo z vnemo. Kdor skazuje usmiljenje, naj ga z veseljem. Ljubezen bodi brez hinavščine. Sovražite hudo, držite se dobrega, bratovsko se med seboj ljubite, v spoštovanju drug drugemu prvujte, v gorečnosti ne bodite počasni, v duhu bodite goreči, Gospodu služite. V upanju se veselite, v nadlogi potrpite, v molitvi vztrajajte, svetimi v potrebah delite, gostoljubje gojite. Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljajte jih in ne kovnite. Veselite se z veselimi, jokajte z jokajočimi. Bodite med seboj ene misli. Ne hrepenite po visokih stvareh, ampak se držite nizkih. To je Božja beseda. Bogu hvala. Gospod, v tebi sem umiril svojo dušo. Gospod, v tebi sem umiril svojo dušo. Gospod, srce mi ni prevzetno, oči se mi ne nosijo visoko, ne poganjam se za velike reči. Gospod, v tebi sem umiril svojo dušo. Ne za take, ki so zame previsoke, marveč sem utešil in umiril svojo dušo, kakor otrok v naročju svoje matere. Gospod, v tebi sem umiril svojo dušo. Kakor otrok, tako je v meni moja duša. Upaj, Izrael, v Gospoda, zdaj in vekomaj. Gospod, v tebi sem umiril svojo dušo. Aleluja, aleluja, aleluja. Naš odrešenik Jezus Kristus je uničil smrt in osvetlil življenje po evangeliju. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezusu nekdo izmed gostov: srečen, kdor bo obedoval v Božjem kraljestvu. On mu je pa rekel: neki človek je napravljal veliko večerjo in jih je mnogo povabil. Ob času večerje je poslal svojega služabnika povabljenim povedati: pridite, ker je že pripravljeno. In začeli so se vsi hkrati izgovarjati. Prvi mu je rekel: njivo sem kupil in jo moram iti pogledat, prosim te, imej me za upravičenega. Drugi je rekel: 5 jarmov volov sem kupil in jih pojdem preskusit, prosim te, imej me za upravičenega. In spet drug je rekel: oženil sem se in zato ne morem priti. Služabnik se je vrnil in to sporočil svojemu gospodu. Tedaj mu je hišni gospodar se je razsrdil in je rekel svojemu služabniku: pojdi brž na ceste in ulice po mestu in pripelji sem kaj uboge in pohabljene, slepe in kruljave. Služabnik je rekel: Gospod, zgodilo se je, kar si naročil, pa je še prostor. In Gospod je rekel služabniku: pojdi na pota in k ograjam in primoraj jih vstopiti, da se moja hiša napolni. Zakaj povem vam,
nobeden izmed onih povabljenih mož ne bo okusil moje večerje. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Smo slišali Božjo besedo od dneva, ki pa jo vendar lahko povežemo tudi z današnjim godovnjakom, blaženim Rupertom Majerjem. Predvsem v prvem berilu tako lepo opisuje apostol Pavel, kaj naj bo v nas. Na začetku reče, isto mišljenje naj bo v vas, kot je v Jezusu Kristusu. Blaženi Rupert Majer je v vsej polnosti živel to isto mišljenje, zato se je tako zavzemal za pomoč ljudem, zato je toliko storil, da bi do njih prišlo oznanilo Božjega usmiljenja za vsakega človeka. Tudi evangeljski odlomek bi lahko povezali s tem. Bog vabi na svatbo. Gospod, ki je pripravil svatbo za mnoge ljudi, lahko rečemo, Bog nas vse vabi v nebesa, pa se tako hitro začnemo izgovarjati, da imamo druga opravila bolj pomembna kot to, da bi bilo v nas mišljenje, kot je v Jezusu Kristusu, kot pravi apostol Pavel, da bi res Boga postavili na prvo mesto pred naše kupčije, pred naš materializem, pred naš egoizem, da bi bil Bog res na pravem mestu, na prvem mestu, tako kot je bil v Rupertu Majerju, ki je ves gorel, ki ga niti preganjanja, niti zapori niso ustavili, da ne bi še naprej oznanjal, da ne bi opozarjal ljudi, da jih ne bi usmerjal na pravo pot, da jim ne bi po svojih močeh tudi pomagal. O njem je v pridigi kardinal Julij Döfner zelo lepo zapisal, ko je razmišljal ob blagrih, ki bi jih lahko tudi brali ob današnjem prazniku. In pravi takole, ob besedah blagor tistim, ki so lačni in žejni pravice, kajti ti bodo nasičeni. Te evangeljske besede se odlično prilegajo patru Rupertu Majerju, katerega edini žar duše je bil hoditi za Bogom, pa ne samo tako, da ga vodi, marveč da brez omahovanja prav hiti v ono smer. Pater Majer je bil prepoln globoke in neustrašene ljubezni do Boga, katerega je neprenehoma prosil, ponavljajoč iste besede, Gospod, kakor hočeš, kadar hočeš, kar hočeš in kar ti hočeš. Gospod in njegova volja je privlačila njegovo življenje kakor magnet. Nasičeni bodo. Dobro namreč vemo, kako je pater Rupert Majer umrl, ko je prebral ta odlomek evangelija in pridigal o oboštvu, je prenehal in 3krat vzkliknil, Gospod, Gospod, Gospod je. Na ta način se je v njem izpolnila beseda nasičeni bodo. On, ki se je v tako dolgem življenju navadil hraniti se zelo pogosto z Bogom in se z njim pogovarjati, je v tem poslednjem trenutku bil nasičen s prav to hrano, ko je spoznal, da se na njem dopolnjuje, kar smo slišali v tem berilu. Gledali ga bomo, kakršen je. Tako nekaj besed o patru Rupertu Majerju, besede, ki so bile navedene tam, Gospod, kakor hočeš ti, kadar hočeš ti, so vzete pravzaprav iz ene pesmi, ki jo pripisujejo patru Rupertu Majerju, ki pravi takole, Gospod, kot ti želiš, naj se mi zgodi, in kot ti želiš, tako hočem iti, pomagaj mi tvojo voljo razumeti. Gospod, kadar ti želiš, takrat je pravi čas. In ko ti želiš, hočem biti pripravljen, danes in za vso večnost. Gospod, kar ti želiš, to sprejmem. In kar ti hočeš, je meni v dobro, dovolj, da ves pripadam tebi.
Gospod, ker ti to hočeš, zato je dobro. In ker ti želiš, mi daje poguma. Moje srce se umiri v tvojih rokah. Tako kot je pater Rupert Majer našel umiritev v Bogu, tudi mi prosimo, da bi zmogli Boga postaviti na prvo mesto, da bi znali tudi ob vsem, kar se nam dogaja, najti mir v Bogu.